stotine milijonov evrov za zeleni prehod. Slovenija je naredila največji preskok na soncu. Subvencije za električna vozila, sončne elektrarne in prenovo stavb. Pri tem avtu nekje 5 do 6 tisoč evrov prihranka na leto, pri tem pa nekje 2500. Tisti, ki so pa v blokih, pa ne smejo zdaj biti za to kaznovani in plačati bistveno več. Podnebne spremembe prinašajo poletno vročino, ki podira rekorde. Si ne morejo privoščiti klimatske naprave in potem umrejo prezgodaj. Kdo si zeleni prehod lahko privošči in kdo ustvarja največje dobičke? Za družino Kešpret iz Velikega Gabra je zeleni prehod že zdavnaj postal vsak dan. 2 električna avtomobila, s katerima letno prevozijo kar 70 tisoč kilometrov, polnijo z lastno sončno elektrarno na strehi. Stroške so drastično znižali. Pri tem avtu nekje 5 do 6 tisoč evrov prihranka na leto, pri tem pa nekje 2500, kar dela manj kilometrov. To je seveda razlika med naftnimi derivati in ceno elektrike na trgu. Pri nas imamo pa še sončno elektrarno, naša lastna cena 3,5 centa. Kar pomeni, da efektivno avto porabi nekje 70 centov na 100 km. Prvi električni avto so kupili pred 11 leti. Zelo težko primerjamo dizelsko vozilo oziroma bencinsko vozilo z električnim. Stroški so nekje 7 do 8krat nižji. Pri dizlu smo bili na nekje 10 evrih na 100 km in razlika je jasna. Tisti, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, so odvisni od javne mreže polnilnic, opozarja strokovnjak za mobilnost Andrej Brglez. Nekdo, ki ima hišo in ima recimo subvencionirano električno polnilnico, prevozi 100 km z recimo 3 evri, 4 evri. Če si kupi subvencioniran električni avto in živi v bloku in polni na javnih polnilnicah, potem 100 km prevozi za, ne vem, 8, 10, 11, če na hitrih 12 evrov. Da stanovalci v blokih ne bi plačevali bistveno več, bo morala država spremeniti strategijo. Tisti, ki so pa v blokih, pa ne smejo zdaj biti za to kaznovani in plačati bistveno več. Tako da, ko smo subvencionirali nekomu v hiši, da lahko poceni toči elektriko, moramo zdaj razmišljati o tem, da bomo delali polnilne postaje recimo v spalnih naseljih, v blokovskih naseljih in tako naprej, kjer bojo ljudje lahko se približali znesku za prevoženih 100 km kot tisti, ki so lastniki hiš. Država je prek Borzena v 2 letih razdelila 63,5 milijonov evrov ter tako subvencionirala nakup prek 11.400 vozil. Večino denarja, dobrih 41 milijonov, so dobili posamezniki. 4500 pri tejle, ki smo jo kupili pa rabljeno, pa ne, ker so v fazi uvoza avta iz Nemčije pri nas spremenili razpisne pogoje. Največ subvencij je država izplačala za nova vozila do 35 tisoč evrov, ki so prinesla najvišje spodbude. Tistih najdražjih, nad 45 tisoč evrov, je bilo le nekaj odstotkov. Kdor si nakup avtomobila ne more privoščiti, državne pomoči ne more dobiti, opozarja dr. Jonas Zonenschein iz Umanotere. Če ti živiš na robu Ljubljana ali pa Maribor ali pa na podeželju, pa greš na šiht v mestu, imaš korist od subvencij za sončne elektrane, za hranilnik, za električno vozilo in tako dalje. In to so ljudi ponavadi, ki bolj padajo v višji dohodkovni razred. Državne spodbude so ključne za večstanovanjske stavbe. Na Bilečanski ulici so stanovalci pod vodstvom Gorana Žariča za prenovo fasade in stavbnega pohištva odšteli okrog 450 tisoč evrov. Ekosklad jim je povrnil 55 tisoč. Investicija se jim obrestuje, tako po zimi kot poleti, ko temperature podirajo rekorde. Pred prenovo fasade polet, če si se dotaknil notranje stene, je bila topla, danes ni topla, ni vroča, je tako. Čutiš to razliko. Sveda ne, populacija je malo starejša, rabijo klime, zato smo tudi recimo, sedaj 2 leti nazaj, je bila pobuda, da se te klime lahko montirajo na fasado. Enostavno brez klime ne gre, ne.
Pa težko, no. Mislim, težje, no. Ne bom rekel, da ne gre. Zaradi hlajenja s klimatsko napravo se je Goranov mesečni račun za elektriko zvišal za več kot 20%. Maja je namreč za elektriko plačal dobrih 44 evrov, junija v vročinskem valu pa dobrih 54. Kaj pa, ko ste rekli, da vaši starši, kako pa oni preživljajo to Oni nimajo vročino? klime, tako da je vroče, jim je toplo zelo. Tako da mislim, da naslednje leto se bomo umislili klimo, ker starejši ljudje toploto, mislim, vročino slabše prenašajo. Stroški ogrevanja so na Bilečanski padli za četrtino. V tem bloku je 168 stanovanj, to je 300 plus ljudi in je težko, oziroma so izzivi vse spraviti na isti imenovalec. Se pa zeleni prehod v več stanovanjskih stavbah hitro sooči z omejitvami. Kar se tiče sončne elektrarne na strehi, smo že razmišljali o tem. Je pa to cel projekt, ne? Investicija ni mala. Kar se tiče pa recimo polnilnic za avto, pa kje bi te polnilnice postavili, že s parkirišči je težava, ne? Mnogi si nujnih prenov domov preprosto ne morejo privoščiti. Energetski svetovalec Damjan Hohnec iz prve roke vidi, v kakšnih razmerah živijo ljudje. Recimo, da imamo plesen, blago, puščanje strehe. Tudi že netopirje sem videl v stavbi. Včasih se grejejo v majhni pečki, samo da eno sobo ogrevajo. Ko se enkrat to sanira, vsaj da pridejo na minimum, ki je potreben za življenje. Ne nazadnje pa na koncu tudi v bistvu se zmanjšajo stroški ogrevanja. V Evropi zaradi vročinskih valov vsako leto umre tisoče ljudi, samo letos prek 10 000. Najbolj so ogroženi ravno tisti, ki si hlajenja ne morejo privoščiti. Sploh starejše ženske, ki živijo v bloku, pa to je ena glavna skupina energetsko revnih, se ne morejo privoščiti klimatske naprave in potem umrejo prezgodaj. Hohnec svetuje preproste rešitve. Nočno zračenje na stežaj in zapiranje rolet čez dan. Glavna stvar tudi, da ne bi se hladili na 20 stopinj. Priporoča se nekje, da je že dovolj 25-26. Preko ekosklada lahko tisti v najtežjih socialnih stiskah za nujne sanacije stavb prejmejo celo 100% subvencijo. Premoženjske neenakosti pa se znotraj zelenega prehoda še povečujejo. Sploh na vzhodu države veliko ljudi živi v svoji bajti, mogoče pa nima takega dohodka, da bi lahko šel v kakšno investicijo. Mogoče model, kot ima Avstrija, da je socialna tarifa za električno energijo za prve par tisoč kilovatnih ur smiselno, ker za to osnovo, za ogrevanje, mogoče za mobilnost, je fajn, da je dosti poceni. Slovenija je na področju sončne energije naredila velik preskok. Med letoma 2021 in 2025 smo doživeli razcvet sončnih elektrarn, saj se je njihovo število pri gospodinjstvih povečalo za več kot 4-krat, na skoraj 59 000. Po ukinitvi netmeteringa so seveda inštalacije se postavile skoraj totalno, vendar z novimi subvencijami za kombinacijo sončne elektrarne in baterij se je zadeva zopet oživela in se še oživlja. Pojasnjuje dr. Tomi Medved, predstojnik laboratorija za energetske strategije na Fakulteti za elektrotehniko. Matija Kešpret je svojo elektrarno postavil še pod starimi pogoji. Investicija se mu je povrnila v 5 letih. Investicija v sončno elektrarno je bila 22 000 evrov, minus subvencija 2000. Za 20 000 evrov elektrike je proizvedla letos pomladi. To pomeni 5 let jo imamo, to kot je stala je tudi zgenerirala elektrike, torej praktično smo danes že na zastojni elektriki. No. Po zimi za elektriko plačujejo približno 24 evrov na mesec, ostale mesece pa približno 16 evrov. Mi praktično tankamo 2 vozili, proizvajamo tudi elektriko za ogrevanje hiše, ki ima 270 kvadratov po 3 etaže, pa poleti za klimatizacijo hiše. Sončne elektrarne, toplotne črpalke in polnilnice pomenijo ogromen pritisk na elektroenergetsko omrežje, ki za takšne obremenitve nikoli ni bilo grajeno. Sončne elektrarne, baterije lahko celo izboljšajo delovanje omrežja. Največja obremenitev, ki jo jaz vidim za elektroomrežje, so pa toplotne črpalke, pa tudi največkrat delajo v najbolj ekstremnih razmerah. Medved ob tem poudarja, da se investicija v samooskrbo dolgoročno še vedno splača. Če vam nekdo danes ponudi 200 evrov večjo plačo, bo ta vaša plača, teh 200 evrov, čez 20 let zaradi inflacije vredno mogoče samo 20 do 30 evrov ali pa 50. Če v tem istem trenutku vi naredite investicijo, oziroma
prihranite 200 evrov, v tem letu 200 evrov, bodo te stroški čez 20 let, kaj boste prihranili, najverjetneje 400-500 evrov. Zaradi tega, ker stroški vedno naraščajo energije in potem posledično je vaš prihranek večji. Čeprav gre za veliko investicijo, Matija Kešpret poudarja, da visok začetni strošek lahko premostimo z ugodnimi krediti. Ekosklad nudi zelo, zelo ugodne obrestne mere. Praktično lahko človek samo prestavi strošek računa v strošek financiranja. Če pa gre recimo iz vozila, kjer nima kredita, na električno vozilo, pa v tem primeru vzame kredit, pa veliko ljudi mesečni strošek za fosilno gorivo samo zamenja za mesečno anuiteto kredita. Zelene barve in obljube na embalažah pogosto ustvarjajo lažen vtis, da kupujemo okolju prijazen izdelek. Temu pravimo zeleno zavajanje. Kje vse so pasti pri hrani, smo na terenu preverili z Matjažem Pircem iz Zveze potrošnikov Slovenije. Certifikat je v bistvu proizvajalčev, ki jamči za neko trajnostno predelavo kakava. Pogledamo z velikih embalaže, gre za koreline podpirane v individualne plastične ovoje. Izpostavlja se en določen vidik, v osnovi pa gre za manj trajnostni izdelek. Papirnata palčka na lizikah, gre za množico lizik pakiranih v individualne plastične ovoje. Sicer je res palčka papirnata, ampak vse ostalo je precej manj trajnostno. Kava. Spet imamo Rainforest Alliance certifikat, ki jamči za trajnost surovine, ampak pakiranje v plastiki. Splošno vidimo, gre za plastične kapsule. Tako je tudi vprašanje, ali se te zadeve sploh v praksi da reciklirati oziroma ali se reciklira. Privlačne slike sadja, rastlin, zelišč, zelene embalaže. Nič drugače ni pri kozmetiki. Urša Šmid-Božičevič iz Zveze potrošnikov Slovenije je preverila, kako zavajajo pri izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Mi poveste, naprimer, zakaj je ta zobna pasta, kako zavaja ta izdelek? Na samem embalaži piše mint, pa vidimo, da v bistvu gre za neko aromo, niti ne vemo, odkot, ali je sintetično, ali je naravno pridobljena. In tako verjetno v tej zobni pasti ni prav veliko mete. Kaj pa ta glina? Ta izdelek ima tudi 2 certifikata, ki sta zaupanja vredni, a žal smo mi lani na našem testu dokazali res prekomerne količine svinca in pa arzena. Arganovo olje. Že sam naslov izdelka je arganovo olje. Pogledamo na seznam INCI, je arganovo olje šele na 3. mestu. Pred njim sta 2 silikona. To ni arganovo olje, gre za sintetične snovi, ki so visoko obremenjujoče za okolje. Konec takšnemu zavajanju, ko so si podjetja celo sama izmišljevala zelene certifikate, naj bi septembrom naredila nova evropska direktiva. Povedana bo uporaba nekih splošnih trajnostnih navedb, kot je recimo zeleno, trajnostno na ta način, če proizvajalec za to ne predloži oziroma ne navede nekih ustreznih dokazil oziroma razlogov. Prav tako bo prepovedana uporaba oznak, ki niso certificirani strani nekih neodvisnih organizacij in tudi nadzorovani strani nekih neodvisnih organizacij. Za celotno zeleno preobrazbo bo država v 3 letih samo iz podnebnega sklada namenila 830 milijonov evrov. Glavnina 375 milijonov gre za trajnostno mobilnost. Preostali milijoni pa tudi za energetsko prenovo stavb in zmanjševanje energetske revščine. Na področju trajnostne mobilnosti največ sredstev gre za javni potniški promet, železniški promet, brezemisijska vozila, polnilno infrastrukturo, aktivno mobilnost. V slabih 2 letih je bilo po podatkih Ministrstva za infrastrukturo izplačanih dobrih 170 milijonov evrov. Od tega je šel levji delež 74 milijonov za krepitev elektroenergetskega omrežja. Ob tem pa bo 5 elektrodistribucijskih podjetij svojim lastnikom čez poletje razdelilo več kot 16 milijonov evrov dividend. Res da so ista podjetja lani v omrežje vložila preko 160 milijonov evrov. Kje se ustvarjajo največji dobički? Se zeleni prehod kaže kot zlata jama za zaslužek? Če gledamo
profite trgovcev z naftnimi derivatami, kot sta petrol ali pa MOL, imajo rekordne dobičke. In tukaj mislim, da je večja težava kot na zelenem delu gospodarstva. Največji slovenski naftni trgovec, skupina Petrol, je lani imela 174 milijonov evrov dobička. Skupina MOL, ki je prevzela OMV Slovenija, pa 1,1 milijarde evrov dobička pred odločitvijo. Slovenska podružnica MOL Slovenija pa 10,7 milijona evrov v letu 2024. Ali res za podražitvami stojijo okoljske dajatve, kot pogosto slišimo očitke? Na dolgi rok rabimo malo višje trošarine ali pa tudi CO2 dajatev, ki so trenutno na istem nivoju kot pred 20 leti. Tako da tukaj res nismo imeli nobenega razvoja, da bi eksplodirali cene zaradi okoljskih dajatev. Glih nasprotno, če upoštevamo inflacijo, so zdaj okoljske dajatve nižje kot pred 20 leti, ko smo se pridružili Evropski uniji. Zeleni prehod v Sloveniji ostaja tek na dolge proge, ujet med velike tehnološke obljube in realno stanje na terenu. Dokler ne nehamo črpati nafte, premoga in tako dalje, ne bomo nič dosegli. Tudi iz kamene dobe smo se premaknili naprej in električni avti so superiorni glede avtov z notranjim izgorevanjem. A bistvo zelene mobilnosti ni v tem, da stari vozni park zamenjamo z novim. Ampak manj avtomobilov, manj parkirnih mest, več souporabe in boljši javni prevoz. Danes lahko stojite v isti koloni, en v avtu za 200 tisoč evrov in en v avtu za 5 tisoč evrov. Prihodnost mogoče ne bo taka. Nekdo, ki bo lahko plačal bistveno več, bo lahko potoval hitreje. Vprašanje ni več, ali je zeleni prehod nujen, ampak kako pravičen in dostopen bo za vse nas.